Hej YouTube. Ok, jaz sem se odločil, da naredim video, ker ga že dolgo nisem. In sem se spet odločil za eno temo, ki se mi zdi pomembno, da se pogovorimo o njej. Pač, da se bolj poglobimo, ne pogovorimo, ker pogovarjamo se že. Torej, let's go. You know that I'm greedy for love. Boy, you give me feelings never felt before. I'm making it obvious by knocking at your door. I know that I'm coming tonight. V glavnem je, dajmo slediti svojim sanjam. Zakaj slediti svojim sanjam? Zato, ker ko sledimo svojim sanjam, smo najbolj srečni, smo najbolj mirni, smo najbolj fokusirani na svojo pot, smo 100% prepričani, da bomo prišli do svojega cilja. In ko se sfokusiraš na svoje sanje, začneš delati majhne korake, naprimer, ne vem, jaz zdaj moram učiti matematiko, naprimer sem začel delati za šolo, projekte, in se sfokusiram na šolo, ampak ko bom jaz končal srednjo šolo, bom šel naprej na faks, ki me bo pripeljal do mojega drugega cilja, zato da bom lahko potem boljši umetnik. Pač načeloma se še odločam, ali iti na likovno pedagogiko, na likovno ekspresivno terapijo, ampak to pustimo zdaj drug vlog. No ja, in odkar sem si ustalil cilje, dal sem si neke cilje in sem začel tem ciljem slediti. In ko sem začel slediti tem ciljem, pač se je moje življenje zelo obrnilo na dobro. Zelo sem se umiril, nisem več toliko bil depresiven, začel sem mi odpirati nove ideje, začel sem biti bolj komunikativen, bolj odprta oseba, sprejel sem sam sebe, sprejel sem ostale. In ja, pač zelo fajn je, ko najdeš oni mir v sebi, ki si vsi naročujejo, zdaj notranji mir, kao. Ampak ja, dosežeš neko notranjo bilanco in je full fajn. In zelo lažje zjutraj vstaneš, ne vem, vmes greš teč, nekaj narediš zase, se začneš prehranjevati boljše, si bolj zdrav, imaš si boljše volje, pač vse, kar prej ni bilo pri meni, se je pač bolj pokazalo, ko sem si ustalil cilje, ko sem začel delati nekaj zase, ker meni osrečuje, ker me naredi veselega, potem je to pripeljalo do te poti, pač sem začel tudi z YouTubeom, sem tako že 3-krat začel in to je zdaj v tretji, tako ta tretji gre rado, in ja, tako da ja, ok, kako slediti svojim sanjam? Najprej imeš 3 globoke vdihe in ok, kaj jaz hočem delati v življenju. In pol greš čez vse službe, nimaš pojma, kaj bi delal, začneš imeti hobije. In preko hobijev probiš spoznati, kaj ti veseli delati, kaj dela z najmanjšim problemom. In če ne vem, to je izdelovanje YouTube video, če je to pisanje, če je to prevajanje, če je to govorjenje v korejščini, če je to, ne vem, vsak je za neki dober. Čeprav še zdaj ne veš, kaj je to, se bo še en dan se ti bo odprlo in bo ful dobro. In takrat, ko se ti odpre, mislim, ali pa že prej, si napišeš cilje, ne vem. Hočem priti v New York, hočem priti v London, hočem iti ven iz države. Hočem priti v London, hočem priti ven iz države, pač je ta point. In si napišeš te cilje, kao London, evo, zame na primer je London. In jaz pridem v London, kaj bom v Londonu? Torej, poklic. Torej, na London poklic. Moj poklic bo likovna pedagogika ali pa nekaj v zvezi z ustvarjanjem. Torej, sem se usmeril na aranžersko šolo in bom jaz to naredil, bom prišel. Vmes pa bom hodil na Erasmus, bom začel delovati na različnih projektih, bom imel različne službe v tej smeri, bom že probal se sam drugače likovno izražati in ja, bom probal narediti vse v tej smeri, da bom lahko sledil svojim sanjam. Slediti svojim sanjam tudi pomeni finančni status. Finančni status, ja, si vem, pa zdaj hodimo v srednjo šolo, pa nimamo časa, si vem, je težko. Ampak, dobro, ko sem na gimnaziji, I guess, da verjamem, da nimaš časa delati, predvidevam. Ampak, jaz hodim na aranžersko in hodim delati, seveda, zdaj ko me rabijo, ampak hodim delati in potem moj dan se začne ob 5:30 zjutraj, če ne ob 6:00.
In ko delam, se konča ob 10 zvečer, pridem šele domov, pojem večerjo, si vzamem čas zase in nekaj naredim za šolo, ali pa grem brati knjigo, ali pa grem gledati YouTube in potem se ostalim. Tako. Ja, tako da se da. Kar sem pa pogruntal je, da brez dodatnih aktivnosti, kot so, ne vem, tek ali pa branje knjige, pač ne gre. Zato, ker če niti dolg čas in si zadepresiran in sem zadepresiran, se popravljam, ne vi, jaz, sem jaz zadepresiran, če ne nima dodatne aktivnosti. In pa sem zelo rad aktiven in zato, ker zgleda, mi zmanjkuje časa, sem začel delati vloge in upam, da vam bodo všeč še v nadaljevanju. Zgleda je to zelo kratek video, tako da ko se ga bom naslednjič lotil, upam, da bo daljša tema. Zdaj se pa opravičujem, če kaj ni bilo razumljivo. Če se hočete, dajte subscribe, dajte like, če vam ni bilo všeč, dajte dislike, dajte napisati komentar, zakaj vam ni bilo všeč, kaj bi lahko bilo boljše. In se vidimo v naslednjem vlogu. Radi se imejte in imejte radi druge. Čau!